Prisrčen pozdrav, cenjene gledalke in gledalci iz oddaje Za naše okolje. V posebnem ambientu smo na letnem kopališču v Murski Soboti, upravljalec pa seveda komunala Murska Sobota. Z nami je direktor Tomislav Zrinski. Tomislav, pričeli ste sezono letošnjo z otvoritvijo in vse je pripravljeno za pričetek poletne sezone. Samo še vreme pravo čakamo. Ja, tako. Kljub vremenu, ki je malo slabše, smo se odločili, da vseeno odpremo že 8. junija. Kopališče smo pripravili nekako po terminskem planu, tako da čakamo še lepše vreme, čeprav tudi tako ni slabo, kot je danes. Direktor, seveda ni priprava en dan, traja veliko več časa, treba napolniti bazene, treba jih očistiti, treba pripraviti ostalo infrastrukturo, ki je tukaj na kopališču v letnem Murski Soboti kar bogata in veliko ponuja. Ja, seveda to traja kar nekaj časa. Mi smo pričeli dejansko že marca z nekaterimi dejavnostmi, da pripravimo kopališče, predvsem okolica, pregled bazenov, vse, kaj je treba postoriti. Polnjenje bazenov je na koncu, ker če vsega ne pripraviš kot treba, pa ga napolniš, moraš ponoviti vajo. Se pravi, ta pregled bazenov, tesnenje, pregled, potem barvanje in tako naprej, in potem pride voda, čiščenje bazenov na fino, tudi ta postopek nekaj časa traja in potem na koncu seveda odvzem vzorca in pa potrditev strani NLZOHOJ-a, tako nacionalnega laboratorija, in ko je v redu, lahko odpremo kopališče. Odprto je za letošnjo sezono, je pa res, kot ste že omenili, to je kontrola, vedno se ponavlja tale zgodba, vzorci morajo skoraj da vsakodnevno verjetno se jemati in potem skrbijo ustrezne službe za to, da seveda je kopališče oziroma voda neoporečna. Ja, seveda, saj vzorce, tiste osnovne parametre preverjamo tudi sami, drugače pa nacionalni laboratorij dvakrat v kopalni sezoni pa je obvezen potem tudi odvzem z strani nacionalnega laboratorija in pa pregled več parametrov. Zdaj, eno redkih kopališč, če ne edini, ki čistite praktično bazene vsak dan. Tudi to je ena, ne bom rekla značilnost letnih kopališč, ampak rariteta bolj. Ja, mi jih res čistimo zjutraj, vsak dan pred odprtjem, tam 3 do 4 ure, tudi okolico, ne samo bazene. Pač imamo neko specifiko, okrog je lep ambient z drevjem, to tudi dodam, ampak pač neko dodatno delo, predvsem ko je veter, nanese nekaj smeti, listja in tako naprej, ampak se trudimo, da je res čista voda. Zdaj rekli ste, zgodaj, zjutraj morate priti sem zaradi čiščenja. Jasno, da morda odpiralni čas kopališča letnega v teh mesecih poletnih? Ja, zato seveda odpiramo ob 9, drugače bi mogli dejansko pripravljati kopališče skoraj po noči. Mislimo, da je ob 9 čist v redu in pa vse tja do 8 ure. Zdaj junija pa julija to ni tak problem. Razmišljamo avgusta, da bi mogoče malo skrajšali, ker proti koncu avgusta je pa ob 8 že skoraj tema. Tema, ne? In tudi komarji in ostale zadeve pričnejo bolj. Seveda veliko površin vodnih, imate olimpijski bazen, praktično velik bazen. Sprehodila smo se mimo drugega bazena, otroški je tam oziroma tisti z toboganom. Potem je še otroški posebej, ne? 4 bazeni. Ja. Otroškega smo lani obnovili, dali not folijo, da več ni v keramiki, da je bolj prijeten za kopanje tudi za otroke. Ostali še to čakajo, bomo videli, kako bo. Zaenkrat se trudimo, vzdržujemo na tak način, da kopališče lahko normalno funkcionira. Kopališče pa ni samo kopališče, ni samo kopanje, ampak tudi seveda, ko si zunaj, da ti nekaj ponudi, da lahko predvsem mladi, tu je veliko sence, tu je veliko ležalnikov, tu so spremljevalni objekti, kot recimo tudi odbojka na mivki, otroška igrala, vse to, kar sodi k današnji bogati ponudbi. Ja, glede na to, da je pač več površine znotraj kopališča, se lahko potem
kopalci oziroma obiskovalci poslužijo tudi drugih nekako športno-rekreativnih dejavnosti. Imamo tudi košarkarsko igrišče, noter se pravi z enim košom trojke in ostala vsa igrala, se pravi z otroke in pa odbojka na mivki, tako da tudi sami se lahko na površinah travnatih kaj sabo prinesejo, ne vem, badminton, različne stvari, tako da lahko uživajo poleg tega, poleg kopanja, tudi se pač udejstvujejo športno. Tomislav Zrinski, povejte mi, glede na predhodne izkušnje prejšnje leta, kolikšen je praktična fluktuacija, koliko kopalcev, seveda Sobočancev v glavnem, pa seveda tudi iz okolice, je recimo v lanskem letu približno koristilo to letno kopališče? Zdaj, lansko leto je bilo malo slabše, okrog 18.000 obiskovalcev skozi sezono. Vemo, da je tam julij, avgust bil zelo slab in smo imeli skoraj, mislim, da 24 dni zaprto zaradi vremena. Upam, da letos ne bo tako. Prejšnja leta pa je ta številka bila skoraj krat 2, okrog 35.000, med 30-35.000 se je gibala. Upam, da nam bo vreme služilo in od tega smo sicer odvisni. Ja, in tudi številke potem, seveda, če so večje, kot ste rekli, tiste rekordne leta, kopališče prinese neko rentabilnost, ne? Ja, boljše je, seveda. Zdaj kopališče glih rentabilno ni. Ja. Je bolj to letno kopališče nekako kot v javnem interesu, namenjeno občanom, zato tudi vstopnice niso tako drage kot druga kopališča v bližini oziroma bolj terme, tako da ja. Upam, da bomo prišli enkrat na nulo, seveda pa res odvisno je pa od obiska, od prodanih kart, to je edini prihodek. Zdaj starejše kopališče se pa tudi stroški več vzdrževanja potrebuje. Tomislav Zrinski, omenili ste vstopnino, tudi ta se bistveno ni spremenila, nekaj kart ste samo malce takole strukturno spremenili, torej že vrsto let praktično ne dvigujete cene, se pa neke segmente v vstopnini vendarle spreminjajo. Ja, osnovna karta, tudi glede na razpis dnevna za odrasle, je ostala ista in pa sezonska. Se pravi, 7,5 evrov je za odrasle celodnevna karta in pa sezonska 95 evrov. Zdaj ukinuli smo, glede na neke analize, tiste 20 in pa 30, ostanejo vstopi za 10. Pa ukinuli smo tudi družinske, predvsem malo iz problemov dokazovanja, kaj je zdaj družina, kdo je zdaj zraven in tako naprej. Tako da tisto je bilo nekaj malega popusta, ampak mislim, da si je malo treba stvari poenostaviti. Zdaj, tudi za varnost mora biti poskrbljeno, jasno, da sem na vašem bazenu, pravzaprav kot na vseh, so tako imenovani kopališki reševalci. Tudi to je sestavni del, ki je obvezen po zakonu oziroma vam predpisujejo tole zakonodajni členi. Tudi tu seveda ni težav. Tako, mi imamo to sicer pogodbo z zunanjim izvajalcem, naredili smo razpis, tako da morata glede na površino vode biti prisotna vsaj 2 reševalca iz vode in to z izpitom A2, to pomeni za globoke vode. To zagotavljamo, moramo zagotavljati, drugače ne sme niti kopališče funkcionirati. Dobro, Sobočanci so se že navadili, da prihajajo na kopališče tudi s kolesi ali pa peš, tisti bližnji. Za parkiranje je dovolj mest za avtomobile, če prihajajo gostje od drugod? Ja, zdaj mislim, da od predlanskega leta je sicer parkirišče na Kopališki ulici plačljivo, prej je pač to bilo na uro, ampak po 4. uri pa se več ne plača. Spada v 3. cono, tako da tudi niso pretirane cene glede parkiranja. Res pa je, da
tudi ne samo iz mesta, ampak tudi od drugje se da prideti z kolesom. Svoj čas je seveda bil eden pomembnih segmentov na kopališčih garderobe, ko so ljudje bili še bolj sramežljivi, kot so morda danes, in pa seveda tudi toalete, WC in tako naprej. Ja. Tudi to je nujno potrebno in sestavni del. Ja, seveda, to je tudi del priprave, ko dejansko vse počistimo, pripravimo tako, kako mora biti. Smo pa predlansko leto dodali še dodatne WC-je na severni strani pri lokalu, da ni treba hoditi skoraj čez celo kopališče do toalet. Zdaj, ko smo že pri rekreaciji, pa vsem ostalem, ne izostane na vašem bazenu, na tem letnem kopališču tudi seveda gostinska ponudba, tudi to je neobhodno in tudi letos bo temu tako. Ja, tudi lani smo naredili razpis, nekako prejšnja leta smo imeli sami gostinski del, ampak nekako sem ocenil, da ne sodi to glih v našo dejavnost. Smo naredili razpis tako, da zdaj že tretje leto je zunanji izvajalec gostinske ponudbe, ki se s tem tudi profesionalno ukvarjajo in mislim, da zagotavlja vse, kar je potrebno imeti na kopališču, pijače, tople, hladne, nekaj hrane in to je to. Glede na vse, kdaj načrtujete pravzaprav zaprtje letnega kopališča? Ja, izhodišče je 31. avgust, če pa bo vreme, pa dejansko pustimo tudi še mogoče teden, dva ali pa tri, odvisno od vremena v september. Včasih tudi zato, ker se začne šola in nekatere šole potem to tudi izkoristijo za športne dneve in tako naprej. Bodi tako, pa seveda glede vode ni dvoma, da bo to do konca poletja čudovita dogodivščina tukaj. Seveda pa, da se bi izognili kakšne nesreče, tega se ne želimo, jasno, to je najmanj. In tako srečno v letošnjo kopalno sezono na letnem kopališču v Murski Soboti. Ja, hvala. Mi se trudimo, da bo kopališče spet najlepše v Sloveniji in upam, da nam to uspeva.